Koliko se pa nisem mogla iti spraviti tega le videa snemati. Kje si miš? Živjo in ponovno pozdravljeni po celem mesecu v bistvu mojega neobjavljanja. V tem obdobju se je zgodilo kar veliko stvari, na ene sem imela vpliv, ene niso bile plod mojega vpliva. In v bistvu je zdaj tu rezultat bil, da je že 4 mesece nisem na YouTube kanalu objavila, kar se sliši tako mogoče malo, pa tako zanemarljivo, ampak dejansko tukaj sem se navadila en video na teden objaviti, kar mi je uspevalo od mnoga leta, da zdaj, ko 4 tedne nisem, sem se počutila čisto izgubljeno in nikakor se nisem mogla lotiti. Prejšnji teden sem imela že nekaj posneto in pač nisem mogla sploh editirati. Anyway, da vam malo razložim, life update, kaj se kaj dogaja. Ena stvar, ki je vplivala name v tem obdobju, bila definitivno prometna nesreča. Zgodila se je glih v obdobju, ko sem imela itak fully booked vse, ko sem že itak imela malo časa za vse. In potem se je ena voznica, ker je bila na telefonu, se je zaletela vame in v Evo bočno. Mi se zapeljala na najin pas in ja, zgodila se je prometna nesreča, avto je totalka, z nobenim ni bilo na srečo nič, lahko bi bilo veliko huje, sem zelo hvaležna za to. Jaz sem pa vseeno imela prst v opornici in pa tudi tlele sem imela neke opekline, možganine, nekaj. V glavnem, tu se je samo po sebi dobro končalo, relativno ne, ampak hkrati je povleklo za sabo to, da nisem bila fully functional. Povleklo je za sabo to, da mi je tako imunski sistem še full padel, čeprav sem že prej bila malo tako. In sem potem zbolela in potem sem bila 4 dni čist na tleh in v bistvu sem gledala serije in probala preživeti. Zdaj pa pride itak še na vrsto vse urejanje dokumentov in zavarovanja in tu je bil od mami avto, tako da... Druga stvar bi rekla, da je nek osebni proces, čez katerega grem trenutno. Zdaj sem že 4. teden na IQ delavnici od Aleša Ernsta. Če ne poznate, bom spodaj polinkala. Sicer je tudi Klemen učitelj te metode, ampak je bolj začetnik. Aleš Ernst je pa ustanovitelj te metode v Sloveniji. Glavno, jaz sem se prijavila na program pri njemu, ki traja 1 mesec online in dela 6krat na teden v bistvu te IQ vaje. Ne bom šla preveč v detajle, če bo koga zanimalo, dajte si spodaj pogledati na linku. In kot pričakovano je cel ta postopek, cel ta proces me spravil tudi tako malo na kolena, bi lahko rekla. Pač ful te potegne vase, odpreti oči do določenih stvari in tu. In v tem obdobju, ko sem se počutila low zaradi tega dvojega, sem se skus vračala k temu, kar sem si rekla prejšnjo poletje. Če ne veste, sem prejšnjo poletje za skoraj 2 meseca šla offline, ker mi je na Portugalskem crknil telefon, pač čist, vse sem zgubila. In potem si ga sploh nisem hodila novega kupiti, ko sem 2 meseca bila off social media, nič nisem objavila, pač zginila sem iz vsega in je bilo ful dobro obdobje zame in ful dobro tako vid. In takrat je bilo tudi na koncu sem tako, če grem jaz nazaj na social media, če bom pač nadaljevala biti influencerka, ker sem dejansko bila v precepu, če je tu sploh pot zame. Če grem nazaj, moram to narediti tako, da bo pod mojimi pravili. In da se ne silam delati content, zato ker je treba delati content, ki je treba nekaj objaviti. In ja, v tem obdobju sem se skozi vračala k temu in mi je šlo ful dobro, tako da sem ful hvaležna, v bistvu, da imam tudi to možnost izbere, da se ne rabim siliti. Ful sem hvaležna za vse naročnike, ki ste razumeli v tem obdobju, če sem še deadline premaknila in to. Se pa zdaj počutim veliko boljš in če sem se kaj naučila, no, v svojih skromnih 31 letih je to, da po neki depresiji vedno pride potem obdobje, ko gre up. In da se ne rabim bati tega, da so obdobja, ko rabiš mogoče razmisliti o enih stvareh, se malo ustaviti, malo zadihati, malo spustiti. Tako da tu. Potem pa še tretja stvar, ki je ful vredna omembe, je ta, da je v tem obdobju, v 1 mesecu, Klemen intenzivno delal na kombiju. Hello. Sicer zdaj v zadnjih dneh tule vreme, zdaj je začel dež padati. Ja, pa kako? Zaradi vremena je tako, da zdaj smo na točki, ko se že daje gor prvi sloj barve, torej zaščitne barve. In to sva delala prejšnji vikend in je bilo, oh my god, kombi, not, ven, bo dež, ne bo dež, ampak Klemnu je uspelo
streho pa sprednji pokrov pobarvati. Pa včeraj probal nadaljevati, pa ni šlo. Ampak dejansko zdaj bo kombi vse lepši, ne vse grši, kar je ful motivacija za naprej. Se mi zdi, da je bilo to obdobje zdaj prenove kombija zelo polno izzivov na velik načinov. Tu je bil nek projekt, ki ni bil primarno tako zamišljen, ful več energije je šlo, kot sva si mislila, in bo še šlo, ker stvar ni zaključena. Ampak se mi zdi, da ta težek del, začetno, ko pač res ne veš, v kaj se spušča, da smo dali zdaj čez. In ja, ko me čakam, da bo nova barva gor, sem že na Instagramu vprašala, kakšne barve mislite, da bo, in eni ste ugotovili. V glavnem, se mi zdi, da pol, ko bo kombi pobarvan in ko bo zaprt in bodo okna nazaj, bo tudi menila lažje dihala, itak nimamo nobenega deadlinea, kdaj mora biti zrihtan. Bo pa s tem, ko bo pobarvan in zaščiten, definitivno ti olajša to, no, zaradi vremena in vsega, ne, ker drugače imaš sam feeling, da se uničuje. Tako da tu je bil mičken update, zdaj pa imamo pa ozirančko, ful bi vam rada pokazala svoj skromni vrtiček, nekaj sem že takrat spomlad vam kazala, ko sem kaj sadila, ko sem kaj posadila in dejansko zdaj stvari rastejo, dejansko zdaj lahko jem svojo, oziroma najino zelenjavo in ja, pojmo kar gor. Začeti sem hotela z paradižniki, zato ker ful lepo rastejo, ampak letos so izredno pozni, tako da zdaj šele rdečijo. Ampak ja, so pa kar polni, vsaj na enem delu. Upam, da bodo čili jih malo zrastli, potem bazilika je ful bujna. Zdaj celo razmišljam, da bi kakšen pesto naredila iz nje ali pa kaj takega. Melone in pa lubenice še začenjajo, niso še tam. Si ti čuvaj? Pol je pa ena taka velika zaplata buč, raznih buč, med drugim imamo take okrogle buče, pa tele bučke, ki jih zdaj že poberam. Tale je bila mičkeno nagnita, tako da sem jo kar spolila, čeprav je bila še mejhna. Tale bo pa perfektna za kosilo. Brat je nasadil tudi tele, mislim, ne vem, je tu Hokkaido, kva je tu za ena sorta, te ful dobro uspevajo. Sklemno sva pa v jeseni nasadila še 2 vrsti stročjega fižola in ne morem verjeti, koliko mu gre dobro. Tu je po mojem zaradi tega, ker je tukaj dežja, res, stročjega fižola bo bale. Zdaj pa imamo v planu eno kosilo, sem že kar lačna. Nimam pa v planu, kaj bom delala, tako da bomo pogledali v hladilnik in videli, kakšno impro kosilo bo danes. S tem pa se dobili, da mogoče malo pogledati to, kako jaz razmišljam, ko kuham. Za današnje kosilo sem tako nekako razmišljala. Ostali so njoki, ki smo jih s taščo delali iz buče in pa imela sem že včeraj skuhan stročji fižol domač. Teh oliv je glih še ne 5 v konzervi, se nekaj bomo tu ponucali, jaz to res ne maram, da se povaljuje. Pa sončnična semena sem namočila, ker se mi zdelo, bodo že prav prišla. Od zelenjave je bila blitva za porabiti, peteršilj je zgledal že malo bogi, pa en paradajz se je valov in pa ja, bučo. Tako da, evo, to je bil nabor zelenjave. Najprej sem bučo naseklala na mehne kocke in jo dala pražiti. Sem hotela res, da najprej bučo res dobro popražim, ker mi ni všeč, če je preveč surova. Pa sem pa naseckala še blitvo. V naslednjem koraku sem naredila solato, sicer en tak poletni miks, stročji fižol, paradižnik, olive in pa mlada čebula. Pa sem naredila eno v bistvu vegansko omako za testenine. Jaz res sončnična semena priporočam vsem, ki hočete zmanjšati vnos nekih živalskih produktov. Sem s peteršiljem jih zblendala, pa vode sem dodala tukaj, da je blender potegnil, orang sem posolila, dodala sem še kvasne kosmiče in tu je bilo to. Nastala je potem res taka kremasta omakica. Se boste jih malo videli. Ko so bile bučke lepo pečene, sem dodala blitvo, sem še tu malo potenstala, potem sem začela z dimljeno papriko, soljo, pa ne vem, neko mešanico za čimp. Tu jaz vedno tako malo doka delam. Na to sem dodala njoke, ki so bili pač že predhodno skuhani in zalila z omakico. In tako je izgledalo najino poletno kosilo. Njam. Hvala, da ste si pogledali ta vlog, lepo se imejte in se vidimo, upam, da naslednji teden. Čau! Ciao.